Zdravo! Evo, jaz še kar vzdržujem. Za vas sem pripravil dve teme, vzdrževanje lesene terase in lesene pergole. Torej, vzdrževanje lesa, lesene terase in lesene pergole. Zdaj, tako v resnici, praktično vzdrževanja je toliko, kakor je dela zdaj trenutno z mojo lopato. Torej, zelo, zelo malo. Najbolj pomemben je, da poskrbimo, se pravi po zimi, ali pa da se sneg ne zadržuje predolg časa, predvsem takrat, ko začne taliti. To se pravi leseno teraso, zasneženo spucamo, pergolo leseno pri špijevcih, ko se gor začne taliti sneg, spucamo, če le dosežemo, v resnici tudi takrat ni to potrebno. To bi bilo nekako to, se pravi čiščenje, to, da poskrbimo, da se voda ne zadržuje predolg časa na lesu. Druga vaša naloga je, da vse vaše lesene izdelke, torej teraso in pergolo, predvsem med tem večjim dvem sezonam, med zimo pa med poletjem, dobro pregledate mogoče potencialno škodo. Se pravi, mogoče nekje je zastajala voda, pa je zadeva začela gniti, to je potrebno sanacije. Mogoče je nekje mehanska poškodba, pa je posledično zaradi tega lahko se tam voda nabira, tudi potrebna sanacija. Torej, druga vaša naloga je pregled. In tretja vaša naloga je, da če imate les pooljen, pobarvan, vzdržujete dejansko oljenje in pa barvanje. To se pravi, les olje bo s časoma izparel, bo v določeni meri les upil, kar pomeni, da bo potrebno kakšen nov nanos. In ravno tako velja za barvo. Tako da jaz, ker sem bil letos, nisem bil tako prijem, bom moral zdaj po zimi tole zadevo pooljiti. Evo, takole. To določo kad je treba vzdrževati. Tako da, hvala, ker ste nas poslušali. Upam, da se kmalu vidimo. Naslednjič spet kakšna zanimiva tema. In pa lajkajte nas, všečkajte nas. Adijo.